omenila, se pravi, do zdaj si bila vedno PNG tuber, ne? In zdaj se boš počasi transformirala v VTuberja, si omenila, treniraš oziroma izdeluješ nov model. Kaj so ambicije v bistvu, a boš tudi preskočila content? Bo content drugačen? Kaj so tvoje ambicije v bistvu s tem novim VTuberjem? Mogoče nov audience tu iščeš? Iščem bolj audience, ko je bolj mature, da lahko lažje govorim, ker zdaj je problem, mislim, da majority my audience so minors. In je malo problem, če zdaj sploh starejši si. Na Instagramu samo to večinoma, na drugih platformah ne. Na Instagramu pa je večinoma minors in je zdaj starejši si, novi interest imaš. Jaz imam novi interest. I don't want to just do child safe content. I want to do also a bit spicy, not safe for work as well. Torej, lahko malo več opišeš o ozadju tega VTuberja, kako bo izgledal, kako se bo obnašal, bo imel kak side story. Po moje bom probala biti malo bolj tisto na... It's gonna be the same, it's gonna be me. Mogoče bom celo si voice changer edino naredila, da bo lahko se mi voice bolj matchal karakterju, ker zdaj jaz osebno menim, da se mi ne namatcha moj voice mojemu liku. So maybe I'll make it higher, da bo bolj tisto. Zato, ker je chibi? Ne, nasplošno, pač kot model, tako si vsak malo, ko naredi neki svoj model, pa vsi, si bo predstavljal, da bo imel taki voice. In če daš svoj voice, poleg je drugačen expectation, zdaj pa si tak, it doesn't match. Eni menijo, da matcha, eni ne, tako zaradi tega. Vzameš Marhelija. A little bit higher. Obstajajo tudi VTuberi, kjer so basically chibi cat girls, pa je pač moški. Deep voice. Ja, to je en v HoloLive-u, ne, ki je en moški. Strong man, jingle, grli. Večino, kar hočem content zamenjati, ne bi sam rada večino risala pa gamala. I actually want to focus on my character, da mi ljudje sledijo for my personality, for my character. In zato hočem narediti tudi, kaj so ful popularni streami, just chatting tisto, ko se pogovarjaš s streamom. In tudi tam je še teže verjetno streamati, ker moraš res konstantno govoriti, kakekoli zgodbe govoriti, se s chatom ukvarjate. Political discussions. This is a joke. No. In to bi rada začela. Let's talk about it. Today we're not gonna play. Today we'll talk about economy. In je problem, če ne veš, če govoriti, pa si tak, so how was your day? In upaš, da bo nekdo kaj odgovoril. Če nimaš active chat, tak, če pa ima active chat, pa ti tako konstantno spava. Ne veš, kaj se pa zgodi, ko reče, how is your day? She noticed me, vsi bojo bili. To je chat, v bistvu lahko že delaš reference na to, kar govorijo in si narediš pač nek nove topike, o katerim boš govorila, ne? Moraš se pripraviti v tem, moraš si neke zgodbe pripraviti, moče ki joke pripraviti, vse. Se jaz bi vprašal, že prej sem hotel vedno vprašati, nikoli nisem, ampak ful bi rad vprašal content creatorje, kako pa zgleda vaš dan? Like, ko se zbudiš jutro, kako si splaniraš, kako delaš? Kdaj se zbudite? Kdaj greš spat? Je Ashy Wolfie kot brand, tvoja karijera, je to vse, kar delaš? Si že naredila v bistvu? Trenutno je vse, kaj delam. Pač iščem še neki drugi job, ko ga lahko moče kot študent delam, pa na področju grafičnega dizajna, ker sem učim se za grafičnega dizajn, vse to. Designing school sem naredila, tako da imam vse to področje. Ampak nisem hotel, da izpade kot je to vse, kar delaš. What is your function in life? Vzdrževati tak brand in delati art in prodajati na stojnicah in biti aktiven na 100 000 nenormalno. In še streamati in biti entertainer. In zaradi tega bi jaz rad slišal, kdaj imaš čas vse to delati? Zdaj trenutno nimam dobenega drugega joba, da bi zdaj to poleg dati. Tako da mi ni toliko problem delati content creating pa vse vsaki dan skoraj. Ampak kako se ga lotiš, kako imaš motivacijo se spraviti noter, ko si ti na kauči pa si, I don't want to do anything. Iskreno povedano, za časa mi motivacija malo dol pada, ker poletje je vroče. I'm a little bit malo sem burnt out, zaradi tega, ker Instagram ima svoje zahteve, algoritem se je spreminjal in zato tudi engagement pada in se vsaki dan matram, kaj bom naredila, da bom bring back the engagement, ker včasih, ko sem začenjala, sem na easy dobila v enem dnevu, v parih minutah celo sem dobila lahko po 1000 lajkov
v eni minuti 2000 celo, zdaj pa se komaj mantra, da dobim mogoče 300. A to je tudi mentalna igra samim sabo, da veš čas, kako bom zdaj dobil več. Is it good enough, zakaj je za ni good enough? Pač understandable je, zakaj, ker sem bila prej v en communityju in sem prešaltala v art samo. Kaj sem probala, sem jih pripravljati, my community, pač my fanbase, that I want to do art. Sem jih probala pripravljati v to, da bom changeala. In pol sem changeala, ker me pač gača me ni več zainteresiral. Me zainteresira delati prope. Like, I wanna do art, I wanna do VTubing. Verjetno, ko ti view count pade, potem ti tudi motivacija pač pade. Zdaj pač, ali je to niti ne, pač probavam pri streamanju ne gledati na view count. In še vedno pravim, tudi če ni dobenega v streamu, kaj se mi je nazadnje zgodilo, da sem moče enega imela v streamu, pa je to, pa potem vmes nič. Probam še vedno, magari je practice, be entertaining track, kot da bi za YouTube snemal. Ker pol te streame jemljem za content, lahko potem si downloadam pa objavim nekaj. Si naredi short, iz tistega lahko. Ja, zdaj sem...